Slikovni vodnik po internetu. Prvo poglavje. Internet. Kaj je internet? Internet je zelo velika mreža informacij. Do teh informacij pridemo s pomočjo računalnika, ki pa mora imeti povezavo z internetom. Kaj lahko počnem na internetu? Na internetu lahko najdeš informacije o stvareh, ki te zanimajo. Lahko bereš o stvareh, gledaš slike, zemljevide, videoposnetke, filme, lahko poslušaš glasbo, igraš igre, lahko nakupuješ in pišeš svojim prijateljem. S svojimi prijatelji se lahko preko interneta tudi pogovarjaš s programi kot je Skype. Kako začnem? Za brskanje po internetu potrebuješ brskalnik. To je program, ki ti omogoča pregledovanje informacij po internetu. Takšna programa sta Internet Explorer in Firefox. Najprej klikni na ikono brskalnika na tvojem računalniku. Odpre se domača stran brskalnika, naprimer Google, Yahoo, najdi.si. Te strani so različne, glede na to, kateri brskalnik uporabljaš in glede na njegove nastavitve. V iskalno okence napiši besedo, povezano s stvarjo, ki te zanima, naprimer glasba, fotografija, in klikni na gumb za iskanje. Išči, najdi. Drugo poglavje. Iskanje informacij na internetu. Kako lahko poiščem informacije o stvareh, ki me zanimajo? Klikni na ikono brskalnika. Odpre se domača stran brskalnika, Google, Yahoo. Vsak brskalnik ima svoje iskalno okno. V iskalno okno napiši besedo, povezano s tistim, kar te zanima. Klikni Išči. Pojavijo se povezave do vseh strani povezanih s tistim, kar te zanima. Klikni na naslov strani, ki si jo želiš ogledati. Pokazala se bo spletna stran. Če želiš pogledati katero drugo stran, klikni nazaj in klikni na naslov katere druge strani. Če želiš iskati informacije o kateri drugi stvari, klikni Domov. V iskalno okence napiši novo besedo. Kako lahko poiščem slike na internetu? Večina brskalnikov omogoča uporabo interneta v različne namene. Naprimer domača stran Google omogoča iskanje informacij. Če želiš poiskati določene slike, na zgornji levi strani domače strani klikni Slike. V iskalno okence napiši, kaj želiš poiskati, naprimer parne lokomotive, in klikni Išči. Tretje poglavje. Gledanje videoposnetkov, poslušanje glasbe. Kako lahko gledam videoposnetke, krajše filme? Videoposnetke in glasbene spote lahko najdeš na spletni strani YouTube. Če ti kakšna glasbena skupina posebej všeč, lahko na internetu poiščeš njeno spletno stran. Tam so pogosto na ogled glasbeni spoti, ki jih lahko gledaš in včasih tudi preneseš na svoj računalnik. Kako lahko poslušam glasbo? V iskalno okence brskalnika ali spletne strani YouTube napiši ime skladbe ali ime izvajalca skladbe. Pojavile se bodo povezave do izbrane skladbe. Klikni na skladbo, ki jo želiš poslušati. Skladba se bo začela predvajati. Četrto poglavje. Stiki s prijatelji preko interneta. Kdo so moji prijatelji na internetu? Prijatelji so ljudje, ki jih tudi osebno poznaš in se pogovarjaš z njimi tudi osebno, ne samo preko računalnika. Kako lahko komuniciram s svojimi prijatelji preko interneta? S pošiljanjem in prejemanjem elektronskih sporočil, to so pisma poslana preko računalnika. Z uporabo spletnih socialnih omrežij, Facebook, Twitter. S klepetom, ki ga omogočajo določeni programi, naprimer Skype. Peto poglavje. Previdnost pri uporabi interneta. Kaj so avtorske pravice? Na internetu je veliko slik, glasbe, filmov in drugih stvari, ki nekomu pripadajo. Te stvari si lahko pogledaš, prebereš, jih poslušaš, njih pa dovoljeno prenesti z interneta na svoj računalnik, si jih prisvojiti in pošiljati drugim. To lahko storiš le, če ti lastnik teh stvari to dovoli. Kako varno uporabljati internet? Ne pošiljaj svojih fotografij prijateljev, svojega doma, ljudem, ki jih ne poznaš dobro. Ne deli osebnih informacij, telefonske številke, naslova bivališča z ljudmi, ki jih ne poznaš dobro. Ne pogovarjaj se o osebnih stvareh z ljudmi, ki jih še nisi srečal in katerih ne poznaš dobro. Tvoja gesla so samo tvoja. Da lahko uporabljaš določene spletne strani, elektronsko pošto, socialna omrežja, se moraš nanje prijaviti. Prijaviš se z geslom, ki si ga sam izbereš. Svojega gesla ne povej nikomur.
Včasih te v prijavi računalnik vpraša, če želiš, da si zapomni tvoje geslo. Klikni ne. V nasprotnem primeru se lahko kdo drug prijavi na spletno stran s tvojim geslom, shranjenim na računalniku. Vedno, ko končaš z uporabo spletnih strani, na katerih si prijavljen, klikni odjava.